ga pomeri naredijo približno to kot en dober avto, tako da to še imam v planu, no, koliko bom enkrat ful bogata, ne? Ti si mala pravi materijala za to. Ja, če vas nekaj nared popust, vsaj 30%, ne? Sem veš kaj, velike jajce, no tega tam bo spet nadokladilo. V glavnem, zdaj pa, ja, to smo že včeraj, samo ne vem, če ste vsi bili na onem predavanju, ne, kak je meč sestavljen, ne, to je pač kao zanimivo, ne, pač ima rezilo, pa tudi ščitnik, pa glavič, pa ročaj, ne, ampak najbolj pomembno je, da ima tako imenovani vibracijsko točko ali sweet spot, to je točka, na kjer je najbolj močen meč in s katero vi hočete vsekati po nasprotniku. Se pravi, ne sekamo ponavadi s konico, razen recimo pri določenih udarcih, ki so namenjeni rezanju, recimo to je pri šajtlu, ne, šajtl je ta udarec je namenjen, je ful svinski, ker je namenjen temu v bistvu, da vi človeka porežete po sredini obrazov, prerežete nos, prerezete usta, po možnosti ga še porežete v prsnem košu in v bistvu ga niste ubili, ampak ta človek bo imel polno faco krvi, ne bo nič videl, ne bo vam nič mogel in potem pač vprašanje, kaj vi hočete z njim narediti, je na vas, ne? Ja, v glavnem šajtl, ne, to je ta udarec, ne, je namenjen temu rezanju s konico, drugače pa večina udarcev je ali vodenje, ali pa sekanje z tem delom, sweet spotom, se pravi najmočnejšim delom. Potem pa še ima vsak meč točko balansa, ki naj bi bila nekje 10 cm od ročaja, približno pri mečih, ki so slabo zbalansirani, je lahko bolj daleč. Bolj ko je daleč, težje je meč vihtet. Normalni meči, recimo, to je 1,5 ročni meč, imajo recimo tale meč tehta približno kilo in pol, kilo 600. Večji meči, recimo Federschwerti pa Lichtenaueri, pa tehta tam nekje kilo 800. Vsaki meč, ki tehta več kot 2 kili, je brez veze. Je ornamentalen in uporaben. Ker ga lahko brez problema seveda dvigneš, ampak če ga hočeš pa uporabljati, si boš pa v kratkem roku zapestja zjebal. Jaz tako imam zjebano zapestja, pa v redu mečem. Saj vemo, kaj po noči delo. Ja, drile, ne, z mečem. V glavnem, ja, to je, kaj se meča tiče, potem uporabljamo seveda, ker nimamo dovolj teh jekleni. Jekleni meč je najboljše, tudi začetnikom se ponavadi da jekleni meč, ker jekleni meči so to beril del in v ničemer drugim ne moreš delati tako, da boš imel isti feeling z jeklenim mečem. Uporabljamo pa tudi lateksove meče, to so pač, ja, lateks. V glavnem uporabljamo lateksove meče, ki so nekaj takega, evo to bi bil recimo Lichtenauer, tako kot mora biti. Se pravi, nekje do podpazduhe mora seči, ne? Meni, ne? To je za mene vredo Lichtenauer, ne? Nekje do podpazduhe se ta bi tudi šel, ne? Mora seči, ročaj naj bi bil nekaj tak dolg, ko je ta. To pa zato, ker daljši, ko je ročaj, večjo ročico imaš, ne? In bolj v redu lahko zategneš, ne. Ker ti v bistvu, ko nekoga vsekaš, ga ne vsekaš z desno roko, ne, ampak z levo zategneš, ne. Ker če boš ti z desno sekal, pač ne boš niti približno take sile dosegal, kot če z levo roko samo nabiješ, ne. Ker recimo, ne vem, pri enih udarcih, recimo ta udarec je namenjen recimo zbijanju po nasprotnika po rokah vsekaš, recimo, ne. Ti greš proti njemu, pa misli, da ga boš po glavi žgal, pa namesto, da bi ga po glavi žgal, ne, narediš sap, ne, in ga po roki vžgeš, ne. Tega večina ljudi ne pričakuje, ne. In če boš to delal z desno roko, ne boš nič naredil, ne. Pač moraš z leva roka je tista, ki zategne, ne. Da pol pride res do te akcije, ne. Tako da to imamo, lesena bodala, ki jih nimam zdaj poleg, recimo, te stvari so bolj kostumske variante za učitelj je tudi praktično za nekakve seminarje, pač za meč nositi okrog. To je pač samo ta scabbard, ki je zgornji del, ne, meč meni gleda, to je ful boljše, zato ker, mislim pač omek ima celo nožnico dol, je tečno, recimo ne moreš se z njim, jaz predvsem razlog, zakaj imam tega je, ker ko iz tega ven meč potegneš, ne, se ti kamot lahko s tem po tleh podaš, ne. Z onim dolgim, do tu, ne, ni šans, da boš ti nekaj prevale po tleh delal med fajtom, ne. Ful težka, ne, se boš napiknil, ne znam tisto. Tako da,
boljša varianta se mi zdi to, pa tudi cenejše so, seveda, ne. Manj materijala. Ja, to je to. Evo, to je takale lesena bodala uporabljamo, proti to, ne. To ima tako bunko na koncu, zato da pač, ko ti trofiš nasprotnika, ga ne prepikneš, ampak ga samo fejs boli, pa fejs plavi, ne, ker taka bunka je lesena. Ja, to sta pač vrlo lepo. Evo, tak nekako zgleda rokoborba, ne, v bistvu naša srednjeveška rokoborba temelji na grško-nemski rokoborbi, ki je malo spremenjena. Zelo podobna je tudi recimo judo, ne. V bistvu, če greste gledati vse oblike wrestlinga, ne, so vse posod podobne, zato ker pač človeško telo se samo na toliko različnih načinov lahko vloži pa prepogne, ne. In če boste gledali ali judo, ali MMA, ali to, ali karkoli, boste videli, da so zelo podobne tehnike, pač so rušenja, so meti, so zaklepi in tak naprej. Ta zadeva je edina zadeva, ki je res zelo, zelo neprijetno, če je nasprotnik zelo dosti večji, pa težji, pa močnejši. Zato obstajajo kategorije. Nekaj, ker tako močno pade. Pade na tebe, se tudi nafuka. Ja, pač mi imamo enega kolega Matica, ne, ko je tak 130, 140 kil ima, ne, pa visoki je 2 metra, ne, pa nabildanje, ne, ni samo debel, ne. Ne boš ga premaknil, z rokoborbo zelo težko, ne. Dočim mečevanje, pa bodala, pa te zadeve, pa recimo pri bodalih je še celo včasih prednost, če si mali, ker je nizke štihe težje braniti po više. Tako da, za take male, ko si jaz pa lahke ljudi, pa ne tako močne, so bodala odlična, tudi meči so super. Rokoborba pa se mogoče moraš malo znajti, ne. Določene tehnike so najizvedljive. Evo, pa imamo seminarje, ne? Enkrat letno imamo v Celju, kje ima Celje, dvodnevni seminar. Ja, to je Obi Alvarez. Norec. Ne, to ni on, to je človek, ki ga on muči. Ja, v Platonomu. Ja, se je. V glavnem, marsikomu se zdi, joj, meči so ful cool, pa jaz bi to treniral, pa to ne, ampak večina, tako pri vsakem športu je žal večina matranja, ne. In recimo mi imamo na teh delavnicah vse sorte, ne, imamo tudi zelo zanimive stvari, recimo so odlična orožja, pridejo ljudje, ki trenirajo sabljo, meser, kladivo, sekire, palce, ni, v bistvu vse, samo možna srednjeveška orožja in to demonstrirajo in to imamo delavnice in tako naprej, to sta 2 dni. In med drugim imamo tudi conditioning treninge, ki izgledajo tako, da recimo delaš sklece, pa ti en tiši dol, si moraš enega komad 20 kil več, kot ti naložiš na rame, pa počepi z njim delati, ne vem, daš na tla nekaj, pa morate preskakovati, bolj imaš recimo one variante, ko oba stolita tak, pa se morate natrofiti, ne. V glavnem, bootcamp, intenzivno, grozno, ampak super zabavno, ne. Ja, to je moj trener, ne, ta človek te razbije. Tak zgleda potem, recimo, en tak sparing z godali. Ja, tak zgleda sparing z godali, uporabljamo tele maske, jaz jo sicer imam, samo nisem bila ta sabo. Take maske, te maske so super, pač savljaške, lahko se oranž štihate v njih, čeprav meni smo na lanski eslavređu sem doktorca po izobrazbi in na vsakem totem seminarju sem tam dežurna, pač če se karkoli zgodi, seveda pa hkrati tudi delam stvari, ne? Ja, ne na črno, uradno. In potem se je recimo zgodilo enkrat, da je skočo rado nekdo nekomu dejansko meč potisnil v usta. Sreči v usta, ne pa v oko. Tako da je imel samo zob malo odkrušen, pa ustnico pribito, drugače bi to bilo kar katastrofa. Imeli smo tudi recimo že primere, ko je kdo koga zadaj po glavi lopno, pa ga skalpiral s tem trakcem, ko se zadaj, mislim, to je taka plastika. V glavnem pač najdejo se tudi norci, ampak bom rekla, večina ljudi v tem športu je ful normalni.
Ja, ja. Nismo vsi taki, ne? So tudi taki, ja. Ja, tako drugače poteka po ful lepi veliki telovadnici gimnazije Celje Center. Ja, take majice imamo. Pa pač zadnji teden septembra se to dela. Evo, in to je ta šajtl, ne, ko sem vam ga prej kazala, v bistvu, ne, ko ga dol po obrazu pojemim. Evo, tak izgleda ta tip, kot nam je kazal, to tih hashwording, ne, pač boj v oklepu. Evo, tu smo se malo slikali, takle, dosti nas pride kar, ne. Tu smo se, ta tip je dejanski, mislim, da iz Danske ali iz Norveške, v glavnem ta tip je von, nekaj, v glavnem dejansko tip je Nobel z certifikatom vsem in se on se zdaj trudi reclaimati svoj grad, svoje familije in je Vides in se Džavsta in je pune 8. Ja. Smo pride en stan. Evo, to sem jaz. Pečevinko paradižnika. Sem ga šel po eno holding company, ko ima to glasno. Vse se je cilja. Pa ful fase. Evo, takle pa pol, evo, to sem tudi jaz, takle pa pol, pač imamo hrano, ne, imamo tak odlek, ne. Moramo zdravstveno inšpekcijo zmisliti. Ja, Po srednjem veku, tudi ne, pa pese sirope griše. prinesemo si hrano iz, mislim, da iz bojnice, kot pač iz neke kuhne, pa v tem... Socialne kuhne. To pa je ta psiho, ki me je že skoraj ubil 2-krat ali 3-krat, ker ima najhujše conditioning delavnice, kar sem zdaj bila na njih. Vidi se mu, ne, če ga pogledate, tip je totalno nabit, to je njegov kolega, ko je tudi totalnim monstrom, ne. Evo, tu pa je ta hashwording, še enkrat malo prikazan. Na tej delavnici sedaj je bilo ful zabavno. Lekcija, pa sem lepo, to ne. Se vemo, kaj delati. Na koncu pa se za nagrado lahko v jesterja oblečeš, ne? Čisto. Ne, to je slika iz Samobora, ja. Iz bitke pri Samoboru, kjer sem bila letos s Timotejem, kjer smo umirala. Ja, to ni moje, to je celjska skupina Celjani, ki hodijo po srednjeveških, ja, Celjani, ki hodimo po srednjeveških prireditvah, med drugim gremo v masovne bitke, kjer laufa grupa ljudi proti drugi grupi, pa ognjene puščice letijo, pa pale se nagorijo, pa očite pečejo. To so special efekti, potem ja, pa nekdo štitne, pa nekdo čupr z nomi, glavne, ful je super. Koliko je mrtvih? Ali pa ne šteje. Tam nisem prijavljena na pozornost, da se nič ne briga. Fan pride v posto, tako što. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, upam, da je bilo zabavno. Če pa bi koga zanimalo, da bi se nam pridružil, pa naj kar do mene pride, pa se bomo zmedli. Vsakega lahko naročimo, kdo čeka.